Po uvrstitvi v finale slovenskega pokala so Domžalčani v domačem športnem parku gostili Krško. Slednji je v Domžalah letos gostoval tretjič, na prvih dveh tekmah pa je doživel poraza s 5-0 v prvenstvu in z 2-1 v četrtfinalu pokala. Trener Simon Rožman je v primerjavi z zadnjo prvenstveno tekmo proti Radomljam opravil dve zamenjavi v udarni enajsterici. Namesto Luke Volariča in Jureta Matjašiča sta od prve minute začela Žan Majer in Petar Franjič. Pred 700 gledalci so srečanje sredine igrišča začeli Krčani, ki so se nemudoma znašli pod pritiskom rumenih. Slednji so prvo priložnost si pripravili že v 6. minuti. Balkovec je podal sredino, Vetrih z prve do Repasa, predložek pred vrata, tam pa je bil na pravem mestu Ivan Firer, ki je popeljal rumene v vodstvo z 1-0. Izjemna strelska forma izkušenega napadalca, to je bil že njegov četrti gol na zadnjih 4 tekmah. 9. minuta, Franjič do Repasa, močan strel z levico brani Zalokar. V 15. minuti prva priložnost tudi za Krško, pobegnil je Tonči Mujan, podal je do Filipa Dangobiča, ta je streljal, a je zadel prečko. V 22. minuti prosti strel za Domžale, žogo si je namestil Jure Balkovec in z mojstrskim strelom premagal nemočnega vratarja Zalokarja za vodstvo Domžal z 2-0. 5. gol Belokranca v letošnji sezoni in vseh 5 je dosegel iz prostega strela. V 25. minuti hiter proti napad Domžalčanov, začel ga je Širok, podaja do Majerja. Slednji je na desni našel Franjiča, ki je žogo vrnil Majerju, mešal se je Zalokar, potem pa Jan Repas z 15 metrov previsoko. 3 minute pozneje Franjič za Firerja, ki je pobegnil po desni strani, podal sredino, tam je bil Žan Majer, ki je preigral Zalokarja in žogo dobesedno zabil v mrežo za vodstvo Domžal s 3-0. V 31. minuti borbenost Široka, podal je do Majerja, ki je prodrl v kazenski prostor, podaja pred vrata, tam je bil na pravem mestu Ivan Firer, ki je dosegel še svoj 4. gol v letošnjem prvenstvu, 5. v sezoni, Domžalčani pa so po dobre pol ure igre vodili že 4-0. Minuto pozneje pa nova priložnost za Krško, do strela je prišel Miljan Škrbič, premagal vratarja Miliča in znižal zaostanek Krčanov na 4-1. To je bil tudi izid prvega polčasa, med odmorom pa sta oba trenerja opravila po eno zamenjavo. V ekipi Domžal je poškodovanega Jana Repasa zamenjal Luka Volarič, v ekipi Krškega pa je iz igre odšel David Kovačič, namesto njega pa v igro Robert Pušavar. V 47. minuti Širok za Majerja, ta je vrnil žogo Široku, predložek sredino, Firer je namestil žogo Franjiču, ki pa je zadel gostujočega branilca. 50. minuta, poigravanje vratarja Zalokarja, žogo je na koncu ukradel Franjič, do nje je prišel Firer, toda pravočasno so se vrnili branilci gostov. Minuto pozneje pa lepa akcija Krčanov, takole so izigrali obrambo Domžal, do strela je na koncu prišel Miljan Škrbič, ki je dosegel še svoj 2. gol na tekmi in znižal zaostanek Krškega na 4-2. V 52. minuti Blažič za Vetriha, ta je začel z izjemnim prodorom, ki ga je zaključil z močnim strelom z desnico in Domžalčani so nemudoma prišli nazaj do vodstva s 3 goli prednosti. Vetrih je dosegel že svoj 4. gol v letošnji sezoni. Preselili smo se v 73. minuto, odlično preigravanje Petra Franjiča, Hrvat je na koncu prišel do strela z 5 metrov, na pravem mestu pa je bil vratar Zalokar. Še v isti minuti Vetrih na desno do Široka, takole je preigraval Firer, prišel do strela z levico, izkazal pa se je vratar Zalokar. V 82. minuti je do žoge prišel Husmani, podal je do Firerja, ki je poslal predložek pred vrata, za las je zamudil Žužek, pri žogi Volarič, zavrnil je do Vetriha, strel z prve, tam pa je na golovi črti žogo izbil Alen Ožbolt, ki je bil tudi v prepovedanem položaju. Še v isti minuti pa
Napad Krškega, po levi strani je pobegnil Mensa, podal je do Dangubiča, ta je zadel levi kot domžalski vrat za končni izid Domžale Krško 5-3. Ja, jaz bi čestitko igralcem, jaz mislim, da je en odličen prvi polčas z naše strani. Mislim, da smo bili fantastični v prehodih, mislim, da tudi visoko vodili, posebno zasluženo. Verjetno je mečke normalno, da smo nekako v drugem polčasu popustili, kar si sicer ne bi želel. So neke stvari bile takšne, ki si jih ne želim v smislu faze obrambe, ampak kljub vsemu, jaz mislim, da 5 golov dati, bom rekel, dobri ekipi Krškega ni mala stvar in bom rekel, smo vsi zelo zadovoljni in pohvale igralcem. S 15. zmago v sezoni so se Domžalčani utrdili na drugem mestu prvenstvene lestvice, kjer imajo 2 točki prednosti pred ljubljansko Olimpijo. Dvakratne državne prvake v soboto v Ljudskem vrtu čaka derbi 30. kola prve lige Telekom Slovenije proti vodilnemu Mariboru.